Na novinarski konferenci, ki je potekala v prejšnjem tednu, so bili predstavljeni izsledki nadzora, ki so ga v letu 2022 nad prodajalci sadja in zelenjave na stojnicah po državi opravljale inšpekcijske službe. Namen nadzora je bilo preverjanje spoštovanja zakonodaje z različnih področij, kontrolo pa je opravilo 6 pristojnih inšpekcijskih služb. Z namenom celovite in s tem učinkovitejše obravnave ponudbe sadja in zelenjave na stojnicah je v letu 2022 sodelovalo večje število inšpekcijskih služb kot prejšnja leta. K nadzoru so bile povabljene vse službe, ki bi glede na svoje pristojnosti lahko prispevale k boljšemu stanju. Inšpekcijske službe smo nadzore izvajale v skladu s svojimi načrti dela, si medsebojno izmenjevali informacije oziroma ugotovitve preko portala Ministrstva za javno upravo, po potrebi odstopale zadeve, kot seveda zaprošale za asistenco. Danes predstavljene ugotovitve bomo inšpekcijske službe dodatno analizirale, ustrezno prilagodili aktivnosti in na ta način vzpostavili dobre prakse. V okviru vladne novo ustanovljene medresorske delovne skupine, katere namen je odkrivanje in preprečevanje goljufivih praks v agroživilski verigi, pa bomo skušali iskati tudi druge pristope za preprečevanje prepoznanja goljufivih praks. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v lanskem letu nadzore prodaje sadja in zelenjave ni izvajala akcijsko, temveč so pregledi se izvajali celo leto z namenom stalnega spremljanja skladnosti tako prodajnega mesta kot skladnosti živil. Na ta način smo želeli izboljšati svoj pristop pri nadzoru, saj tovrstna prodaja dejansko poteka tekom celega leta. Nadzori so se izvajali na stojnicah, lociranih na tržnicah, parkiriščih, kot tudi ob cestah. Usmerjeni so bili v preverjanje sledljivosti, označenosti in kakovosti svežega sadja in zelenjave. Inšpektorji za hrano so obenem preverjali identifikacijo subjektov, njihovo registracijo, označenost prodajnega mesta, ustreznost higienskega stanja, kot tudi rokovanja živili. Nadzori so se izvajali od meseca maja do vključno decembra. Glavnina pregledov pa je uprava izvedla v maju, juliju in novembru, kar je pravzaprav sledilo ponudbi doma pridelanih pridelkov, kot so jagode, šparglji, češnje, kakiji. Inšpektorji uprave so skupno izvedli 153 pregledov pri 102 zavezancih. V 102 pregledih nepravilnosti niso bile ugotovljene, bile pa so ugotovljene v 51 primerih, in sicer neustrezno označevanje v 33 primerih, pomanjkljivo higiensko stanje v 14 primerih, zavajanje glede porekla v 8 primerih, neustrezna oziroma pomanjkljiva sledljivost v 4 primerih, odsotnost zdravstvene izjave zaposlenih v 5 primerih, neustrezna registracija obrata v 2 primerih. Za ugotovljene nepravilnosti so bili izrečeni upravno-inšpekcijski ukrepi v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, in sicer 38 opozoril, 2 ureditveni odločbi, ena odločba o prepovedi prometa, ki se je nanašala na 82 kg citrusov zaradi neizpolnjevanja minimalnih zahtev kakovosti oziroma neustrezne sledljivosti. Izreklo se je tudi 26 prekrškov po zakonu o prekrških, in sicer 13 opozoril, 1 opomin, 8 plačilnih nalogov ter 4 odločbe o prekršku. Inšpektorji so 5 kršiteljem skupaj izrekli globe v višini 57 000 evrov. V 2 primerih je uprava odstopila ugotovitve o neskladnosti drugim pristojnim organom. Na koncu bi potrošnike opozorili in napotili, da živila kupujejo na organiziranih mestih, kjer organizator poskrbi za optimalne higienske pogoje, ter obenem vodi evidence prodajalcev, s čimer se zagotavlja pogoje za preverjanje sledljivosti. Poudarila bi, da bi finančna uprava lahko s področja svojih pristojnosti nadzira ustreznost registracije prodajalcev v povezavi z delom na črno, zaposlovanje na črno in izdajanje računov ter davčno potrjevanje računov. V letu 2022 smo opravili več kot 250 nadzorov na stojnicah pri 113 različnih pravnih subjektih. Kot zanimivost naj povem, da smo polovico vseh opravljenih nadzorov, to je 121, izvedli le pri 5 pravnih osebah. Samo pri eni pravni osebi je bilo opravljenih kar 43 nadzorov na različnih lokacijah, stojnicah po vsej Sloveniji. Delež nadzorov s kršitvami je znašal 31%. Največ nadzorov je bilo opravljenih po zakonu o davčnem potrjevanju računov in zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
Največ kršitev je bilo ugotovljenih v zvezi z izdajo računov, neizdaja računov, nepotrjevanje računov v davčnih blagajnah, nepravilna vsebina na računih, nato pa tudi zaposlovanje na črno in nepravilnosti povezane z davkom na dodano vrednost. V letu 2022 smo v panogi prodaje sadja in zelenjave na stojnicah vodili 65 prekrškovnih postopkov. Zoper zavezance in njihove odgovorne osebe je bilo skupno izrečenih glob za 235.750 evrov. Izrekli smo tudi ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti dvem pravnim subjektom. Ta ukrep velja do odprave nepravilnosti. Prepoved opravljanja dejavnosti uporabljamo le v težjih primerih, ko je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnjih kršitev ali odprave nepravilnosti pri tistih zavezancih, ki kontinuirano kršijo zakone in druge predpise in ko drugače ne moremo doseči namena, torej da zavezanec preneha s kršitvami, ki jih nadzoruje finančna uprava. Tržni inšpektorji so tako kot tudi prejšnja leta v letu 2022 opravljali nadzore nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah ob cestah. To prodajo lahko vršijo trgovci na drobno, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti pod šifro trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah živili, pijačami in tobačnimi izdelki ter kmetje v okviru osnovne kmetijske dejavnosti in pa dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Tržni inšpektorji smo po vsebini preverjali ustrezno registracijo, ki jo določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, in sicer subjekt mora biti registriran oziroma priglašen, ima status SP oziroma DOO, vendar pa nima vpisane dejavnosti, katero dejansko tudi opravlja. Naslednja dejavnost, ki smo jo nadzirali, je bila označevanje cen in upoštevanje označenih cen, kot jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, in sicer v 26. členu določa, da mora podjetje za blago, ki ga ponuja, vidno označiti cene ter tudi upoštevati te označene cene. Nadzirali smo tudi izdajanje računov v skladu z določili Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki določa, da mora zavezanec za opravljeno dobavo blaga ali storitev izdati račun, in sicer najpozneje takrat, ko je dobava opravljena in prejeto plačilo. Nadzirali smo tudi označenost stojnic, prisotnost soglasja za prodajo zunaj prodajaln in pa prisotnost podatkov o stanju blaga, kot jih določa Zakon o trgovini. Za prodajo na premičnih stojnicah si je potrebno pridobiti soglasje lastnika oziroma pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. Pisnemu soglasju mora biti določen prostor in pa časovni termin prodaje blaga. Stojnica mora biti označena, na vidnem mestu mora imeti napis z navedbo firme in pa sedeža trgovca, in pa trgovec mora na prodajnem mestu zagotoviti podatke o stanju blaga. Pri nadzorih je bilo ugotovljenih 19 nepravilnosti. Najpogosteje ugotovljena nepravilnost je, da si trgovci za prodajo na stojnicah niso pridobili ustreznega soglasja ali pa ne razpolagajo s podatki o stanju blaga. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so bili izrečeni naslednji upravni ukrepi, in sicer 8 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, s katerim je bila zavezancem naložena odprava nepravilnosti. To je šlo predvsem za označitev stojnice in zagotovitev podatkov, in pa 11 upravnih odločb, s katerimi se je prepovedalo opravljanje trgovinske dejavnosti. Kmetijska inšpekcija, ki deluje v sklopu Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, je pristojna za nadzor prodajnih mest, ki so označena kot prodajna mesta kmetij in neposredno prodajajo svoje pridelke. Druge oblike subjektov, ki prodajajo sadje in zelenjavo, kot so SP in DOI, pa kmetijska inšpekcija ne nadzira. Pravna podlaga za nadzor kmetijske inšpekcije je Zakon o kmetijstvu in uredba o dopolnilni dejavnosti na kmetiji. Tako je skupaj v letu 2022 bilo pregledanih 189 prodajnih mest na večjih tržnicah na območju Republike Slovenije. V 5 primerih se je nadzirala tudi obcestna prodaja sadja in zelenjave ter v 3 primerih internetna prodaja. V 30 primerih ali 16% vseh pregledov so bile ugotovljene nepravilnosti. V 8 primerih stojnice niso bile primerno označene, zato so bila izdana opozorila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru. V 4 primerih je pri nadzoru registrov bilo ugotovljeno, da so bile pridelovalne površine nepravilno vpisane v bazo podatkov, zato so bila izdana 3 opozorila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru.
V enem primeru pa je bilo poleg omenjenih nepravilnosti ugotovljeno tudi, da živali niso bile pravilno evidentirane v evidenco rejnih živali, zato je bila izdana ureditvena odločba. V 5 primerih prodajalci na prodajnih mestih niso bili vpisani v registr kmetijskih gospodarstv kot člani kmetijskega gospodarstva oziroma niso bili zaposleni na kmetijskem gospodarstvu, kar pomeni, da niso izpolnjevali pogoje za izvajanje prodaje dotičnega kmetijskega gospodarstva. Zato so bila v vseh teh primerih izdana opozorila po zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Tudi inšpekcija za infrastrukturo je sodelovala pri tej skupni akciji, posebej inšpekcija za ceste. Naj poudarim, da je inšpekcija za ceste pristojna za nadzor nad državnimi cestami v skladu z določili zakona o cestah, pri čemer se preverja predvsem postavitev same stojnice v cestnem svetu, izvajanje del v cestnem svetu ali varovalnem pasu, nedovoljeno oglaševanje in priključke oziroma njihovo ustrezno preglednost. V lanskem letu smo izvedli 21 nadzorov, pri čemer je bilo v upravnih postopkih izdano zaradi nepravilnosti 5 opozoril in 1 odločba. Vodena sta pa bila tudi 2 prekrškovna postopka in z izdajo 1 opomina in prekrškovne globe v višini 5.000 evrov. Zavedamo se, da je naša največja naloga zagotavljanje varnosti na državnih cestah, zato bomo tudi v prihodnje sodelovali na teh in podobnih akcijah. Inšpektorji Urada Republike za Slovenijo za meroslovje smo na premičnih stojnicah preverjali tehnice, ki so jih prodajalci uporabljali pri določanju mase in posledično cene prodajanega blaga, se pravi sadja in zelenjave. Pri upravljanju trgovinske dejavnosti se ne sme uporabljati katerikoli tehnica, ampak samo taka, ki izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve, kar nekje zagotavlja, da je tehnica ustrezne točnosti in stabilnosti. Zato mora biti vsaka tehnica, preden gre v uporabo, mora imeti prvo overitev in potem vsaki 2 leti tudi redno overitev. Kot primer oznak za redno in prvo overitev imate tukaj na fotografiji. Prosim naprej. Ugotovitve naših nadzorov in ukrepov pa so naslednji. V obdobju od maja do konca meseca julija smo skupno izvedli 28 nadzorov. Tukaj bi rada povedala, da smo majhna inšpekcija. V 11 primerih nepravilnosti nismo ugotovili, se pravi vse uporabljene tehnice so imele ustrezno overitev. Na 4 stojnicah tehnice niso uporabljali, to pomeni, da so ceno določali po košarici oziroma po kosu. Pri 13 primerih pa smo ugotovili nepravilnosti in sicer dobra polovica teh tehnic sploh ni bila primerna za uporabo v trgovini, kajti ni bila overljiva. Ostale tehnice pa so imele potečeno redno overitev. Za ugotovljene nepravilnosti smo izrekli ukrepe po inšpekcijskem postopku oziroma zakonu o prekrških in sicer 1 upravno opozorilo v primeru manjše kršitve. Izdali smo 10 odločb po zakonu o meroslovju, s katerim smo začasno prepovedali uporabo tehnic. Dodatno ob koncu sezone pa smo izdali tudi 2 odločbi po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, s katerimi smo začasno zasegli 3 tehnice, kajti naši zavezanci naše prepovedne odločbe niso upoštevali. Po prekrškovni poti smo izrekli 3 opozorila in izdali 8 plačilnih nalogov. Naša globa za neustrezno merilo znaša 417 evrov in polovični znesek za pravno osebo in polovični znesek za odgovorno osebo, tako da smo skupaj izrekli dobrih 3300 evrov glob. Tukaj bi rada še navedla, da vse te globe v določenem roku niso bile plačane in so bile poslane v izterjavo, kar seveda ne pomeni, da bo globa tudi izterljiva.